Trenutek resnice za ZDA na Bližnjem vzhodu. Moč ali pomirjanje? To je naš Bližnji vzhod. Khalid Abu Tome. To je naš Bližnji vzhod. In mislim, da bi bilo za Združene države zelo priporočljivo, da si ogledajo ta program, ker se resnično pojavlja vprašanje. Kdo je najmočnejši na Bližnjem vzhodu? To so bile Združene države. To je Izrael. Jasno je, da arabski svet in iranski režim danes Izrael spoštujeta veliko bolj, se ga bojita. Toda Združene države so druga zgodba. Nenadoma imamo sporazum iz Meke med Pakistanom, Turčijo in Saudsko Arabijo na eni strani. Imamo nekakšen načrt odbora za mir za Gazo, ki je zelo ugoden za Hamas, kot del tekočega političnega in tihega džihada. In iransko ljudstvo, kot so mi danes poročali ljudje iz Irana, so izgubili vero v moč, ki jo je predsednik Trump izžareval do zadnjih nekaj mesecev. In kaj nam vse to pove? Pove nam, da ZDA izgubljajo verodostojnost med Arabci in muslimani ter med mnogimi ljudmi na Bližnjem vzhodu. In zakaj se to dogaja? Ker ljudje vidijo, da Združene države ne zmagujejo. V naši oddaji se nenehno sklicujemo na potrebo po popolni zmagi. In če ne zmaguješ, potem izgubljaš. Ni srednje poti. Ne, mora biti popolna. In Arabci in muslimani, ko gledajo Ameriko, vidijo ostre besede Donalda Trumpa. Vendar ne vidijo nobenih pravih dejanj. Vidijo govor o odstranitvi iranskega režima, vendar je iranski režim še vedno tam. Vidijo nasprotujoče si izjave Donalda Trumpa in ameriške administracije in ljudje niso prepričani. Torej, kar Arabci in muslimani pravijo, je v bistvu, kako lahko zaupamo Združenim državam Amerike glede naše varnosti, na primer. Kako lahko zaupamo partnerstvu. In kako se lahko zanašamo na Američane. To je splošno razširjeno mnenje med Arabci in muslimani. In žal Američani tega še vedno ne razumejo. Ne vidijo sporočil, ki prihajajo iz arabskega in muslimanskega sveta. In to je zelo pomembno. Sporazum iz Meke, na katerega ste se pravkar sklicevali, torej skupni obrambni dogovor ali sporazum iz Meke, pošilja tudi to sporočilo. Pravzaprav gre za 3 islamske države. Zelo pomembne države, ki v bistvu sporočajo Američanom: iščemo alternative, ne zaupamo vam več. Ne moremo se zanašati na vas glede naše varnosti. In to je sporočilo, ki je, veste, zelo močno. Še sam sem presenečen, da to ni sprožilo alarmnih zvoncev v Washingtonu in drugih evropskih prestolnicah. Imate Saudsko Arabijo, zelo močno in bogato državo z veliko viri. Potem imate Turčijo z napredno vojaško industrijo, z veliko vojsko in kot članico NATO. In potem imate Pakistan z jedrskim orožjem. Državo z muslimansko večino in jedrskim orožjem. Mislim, ta kombinacija, to zavezništvo bi moralo skrbeti veliko ljudi. In ne vidim, da bi se ljudje na Zahodu zbudili in rekli: moj bog, kaj se tukaj dogaja. V nekem trenutku so to imenovali islamski NATO. In vsi nehajmo se igrati z besedami. Pomembna tukaj ni terminologija, pomembna je simbolika. In to je zelo pomembno. Simboli so na Bližnjem vzhodu zelo pomembni. To je nekaj, česar ljudje ne razumejo. Arabci in muslimani prvič združujejo moči in pravijo, da Ameriki več ne zaupajo. To je najbolj pomembno zavezništvo, če hočete. Ali pakt po Združenih arabskih republikah leta 1962 med Sirijo in Egiptom. Ko je bilo to, veste, začasno, ne prav dolgo. Bilo je verjetno nekaj let, kaj ne? Ja. In tukaj imate veliko večji pakt na steroidih in sporočilo Ameriki, v smislu, da Saudijec pravi: nočete nam dati civilnih jedrskih zmogljivosti, mi se bomo povezali z vodilno jedrsko silo. Po drugi strani pa odražajo tudi nekakšen strah pred iranskim režimom.
Sporočilo je, da verjamejo, da iranski režim zmaguje proti Združenim državam v njihovi asimetrični vojni. In res je tako, mislim, skoraj šokantno je, kako hitro je vodstvo Islamske republike v bistvu ponovno oživelo, si jo pomoglo. Vemo, da imajo še vedno jedrska skladišča, glede na to, kar beremo v Siriji, oziroma so jih imeli v Siriji. Imajo jih tudi v Iraku med silami ljudske mobilizacije. Imajo svoje zavezniške milice na terenu. Hezbolah se bori s polno močjo, prav tako se Izrael s polno močjo bori v Libanonu. In v Gazi imamo situacijo pravega, rekel bi, globokega zastoja, kjer ima Izrael boljši položaj, kot ga je imel od 7. oktobra naprej. Po drugi strani pa Hamas je še vedno živ in aktiven in 15-točkovni izvedbeni dogovor, ki ga je odbor za mir pod vodstvom veleposlanika Vladanova zdaj oblikoval, je res ne bo delovalo. V bistvu daje Hamasu moč, da se vključi v novo varnostno silo. V bistvu imajo ključe od skladišča, kjer bodo shranjena vsa tako imenovano onesposobljeno orožje. Prav tako lahko obdržijo svoje osebno orožje, kar pomeni AK-7, AK je bil AK-37, AK-44, AK-44 naprej. Ja, kaj smo naredili? Potem si moramo zastaviti naslednje vprašanje. Kako smo prešli od popolne demilitarizacije Gaze septembra 2025 v skladu s Trumpovim načrtom do shranjevanja orožja od začetka avgusta v skladu s 15-točkovnim načrtom Libertakt? Kaj se tukaj dogaja? In do arabske sile, ki bo vključevala veliko ljudi iz palestinskih varnostnih sil Zahodnega brega, Judeje in Samarije. Da, mislim, da je spet ta tehnokratska vlada ali odbor, ki trenutno sedi v Kairu, palestinska uprava pod drugim imenom. Žalostno je, da se nismo naučili iz napak preteklosti. Palestinska uprava je PLO. Nehajmo se igrati z imeni, nehajmo preimenovati. Tehnokratska vlada je PLO in palestinska uprava. Večina njenih članov so privrženci Fataha, so privrženci Abu Mazena. Če gospod Vladinov in predsednik Trump mislita, da je tehnokratska vlada, da bi po prejemu orožja lahko preprečila, da bi Hamas ali islamski džihad vdrli v skladišča in si ponovno prilastili orožje. Živijo v iluziji. Nihče ne more ustaviti Hamasa. Nihče ne more preprečiti palestinskemu islamskemu džihadu, da bi ponovno prišli do tega orožja. Najbolj absurdna novica, ki sem jo slišal v zadnjem času, in upam, da ni res, mimogrede, je bila ta. Obstaja predlog, da bi vsakemu članu Hamasa, ki izroči svojo puško, ponudili $1000. Ne, oprostite, kaj se tukaj dogaja? Ali poskušate kupiti to orožje od Hamasa? No, oni bodo vzeli orožje in šli kupiti novejše in bolj napredno orožje z denarjem. Zakaj se pogajate s temi ljudmi o nakupu orožja in morda boste tukaj shranili svoje orožje, morda bomo kartirali tunele in kaj se tukaj dogaja? Si pozabil, kaj je Hamas naredil 7. oktobra 2023. Hamas ni prinesel nesreče samo Izraelu. Nesrečo so prinesli celotnemu prebivalstvu Gaze, ker ljudje še vedno trpijo. Večina ljudi, ki živijo v velikih delih Gaze, še vedno živi v šotorih. In kar vidimo zdaj, čeprav ni minilo več kot 9 ali 10 mesecev, odkar je Trump napovedal svoj mirovni načrt, vidimo, da je Hamas izgubil ozemlje. Ozemlje, ki ga nadzoruje, se je zmanjšalo, vendar še vedno nadzorujejo več kot 90% palestinskega prebivalstva. In še vedno so dejanska vlada v Gazi. Torej, kaj ste dosegli? Kam gremo?
Mislim, vidim načrt, ampak kam vodi ta načrt? Načrt za nakup Hamasovih pušk AK-47 Kalašnikov? Načrt za shranjevanje orožja. Kaj misliš s shranjevanjem? In kdo bo stražil in preprečil to, kar veš? Da jih Hamas in islamski džihad ponovno vzameta. Še vedno je veliko vprašanj, na katera ni odgovorov. Mislim, da nihče nima odgovorov. Lahko pa vam povem, da se to v arabskem in muslimanskem svetu vidi kot neuspeh. Najprej, skoraj 3 leta smo že po 7. oktobru in Hamas je še vedno na oblasti. To je zmaga za Hamas. Mimogrede, načrt je politični dosežek za Hamas, tisti, ki ga je nedavno objavil Odbor za mir. Enako velja tudi za Hezbolah. Hezbolah je še vedno tam. In ves ta govor o tem, da bi Hezbolah razorožili in morda bomo tukaj imeli pilotni program, in v tem prepričanju, v redu, sporazum je bil podpisan med izraelsko vlado in libanonsko vlado. Kot da bi imel Izrael težave z libanonsko vlado in libanonskim predsednikom. Težava je Hezbolah in Hezbolah, tako kot Hamas, je še vedno na oblasti, še vedno delujejo. Prav včeraj so zelo resno ranili 3 izraelske vojake. Če pogledate celotno situacijo, boste videli, da niti Amerika, niti Izrael ne zmagujeta. Imate odprte vse te fronte. In to je sporočilo, ki ga sprejemajo Arabci in muslimani, da Amerika in Izrael nista sposobna doseči nobene zmage. In to je zelo slabo. In pravzaprav so zmanjšali zmogljivosti iranskega režima, vendar ni pomembno, če tudi zaznava ni prisotna. In tukaj sta zaznava in resničnost tako zelo oddaljeni ena od druge. To resnično vzbudi radovednost in jaz bi celo rekel strah na Bližnjem vzhodu pred režimom in njegovimi posredniškimi silami, ki so vsi še vedno tam. V arabskem in muslimanskem svetu se ljudje potem sprašujejo, kako smo prišli od ustavitve iranskega jedrskega programa in njegovega balističnega programa balističnih raket, do pogajanj o ponovnem odprtju Hormuške ožine. Ne vidim, da bi Trumpova administracija še govorila o jedrskem orožju. Ne vidim, da bi govorila o programu balističnih raket. Zdaj gre vse samo še za Hormuz. In to se vidi kot slab znak, kot znak šibkosti strani Američanov, da Trump poskuša zagotoviti ali predstaviti neko zmago ali nek dosežek. Spodletiti pri jedrskem programu, spodletiti pri balističnih raketah, spodletiti pri odstranitvi iranskega režima. Zato moraš javnosti predstaviti nekakšen dosežek. In v očeh Trumpa in drugih zahodnjakov oziroma njegovih privržencev ponovno odprtje Hormuške ožine predstavlja velik dosežek. In to je nekaj, kar, kot sem rekel, veste, pošilja napačno sporočilo. Veste, iranski režim je to predstavil kot navidezni ameriški dosežek, ker je bila ožina pred vojno odprta. Zakaj je bila odprta? Ker se je Islamska republika bala, da bi jih, če bi jo zaprli, Američani ali Izraelci uničili. Potem pa so ugotovili, da je to postala njihova šibka točka ali mehki trebuh ameriške javnosti. Ker je Trump to naredil za vprašanje cen nafte in cen goriva, inflacije in cen hrane, svetovnih cen hrane in cen energije. In iranski režim je rekel, počakajte malo, imamo resnično aduta v rokavu, ker lahko vojaško vojno spremenimo v ekonomsko vojno. In obstaja izjava podpredsednika Vansa, kjer pravi, da sta to prednostna naloga številka 1. Cene nafte in proizvodnje nafte. In številka 2 je iranski jedrski program. Torej, to dejansko potrjuje to, kar ste pravkar povedali. In Trump sam je rekel, da bi bilo grozno, če bi se zgodila še ena svetovna depresija kot leta 1933. To je bilo, mislim, takšna sporočila, poslana iranskemu režimu, so strup za ZDA.
In zdi se, da smo o tem že govorili, da ZDA še vedno bijajo vojno 6. oktobra, kar pomeni, da verjamejo, da če bodo dovolj močno udarili po Iranu, se bo ta vrnil za pogajalsko mizo in popustil. A to ne deluje tako. Vrnejo se za pogajalsko mizo in poskušajo Američane oviti okoli prsta, zavlačujejo, lažejo, sabotirajo, zavajajo. In Trump je to opazil, a hkrati, veš, ti teroristični režimi, ki jih vodi Islamska republika, želijo Američane ujeti v njihov lasten diplomatski diskurs. In veš, kar slišim od arabskih političnih analitikov, ki pravijo, da je strategija iranskega režima, Hezbolaha in njegovih zavezniških skupin, Hezbolaha, Hamasa, Hutijev, je ta, da čakajo. Ker vedo, da, veš, prej ali slej bo Trump odšel. Tako da poskušajo, upajo, da bojo preživeli administracijo Trumpa. In veš, ko bo Trump odšel, je to. Torej bojo še 1 leto in pol, še 2 leti prenašali in potem, veš, bomo spet na začetku. Vedo, da Trump ni tam zavedno, vedo, da lahko pride druga administracija in se bo politika spremenila. In na to stavijo in po mnenju večine arabskih političnih analitikov v arabskem svetu in mislim, da smo trenutno v stanju stagnacije. Gre za zastoj. Gre za zastoj. Mislim, nihče res ne ve, kam gremo. Iranski režim je nedotaknjen. V redu, njihove vojaške zmogljivosti so bile močno oslabljene. Hamas je bil oslabljen, Hezbolah je bil oslabljen, vendar so še vedno tam. Ponovno se oborožujejo, novačijo in pregrupirajo. In Bog ve, kaj nam pripravljajo. In ti ljudje imajo veliko potrpljenja. Spomnite se, vedno pravimo, da če bi imel Zahod toliko potrpljenja, kot ga imajo muslimani, bi bili v veliko boljši situaciji. Ampak muslimani so zelo potrpežljivi ljudje. In bi rekel muslimani ali bi rekel Arabci? Lahko imamo barve. Oboje. Muslimani in Arabci. Mislim, oni, veš, verzi iz Korana, veš, Bog je na strani tistih, ki so potrpežljivi. In za njih, veš, ne merijo časa po letih, ampak lahko po 10 letih, 100 letih. Nihče se ne mudi v arabskem in muslimanskem svetu. Vedo, da dokler je Bog na tvoji strani, potem, veš, niti treba hiteti. Al-adžal minan šeitan, pravijo. Naglica je hudičevo delo. Ne hiti. Bodi potrpežljiv. Vidiš, problem v ameriški politični kulturi je, da je včasih zelo malo časa za potrpežljivost, ker so tvoja moč, prepričevanje in tvoja legitimnost določeni strani ljudi. Določajo jih volitve. Tega problema v arabskem muslimanskem svetu pravzaprav nimaš, ker tam ni demokracije. No, vsi vemo to. Američani želijo rešitve in to takoj. In mislijo, da... In Iranci to zelo dobro vedo. In to izkoriščajo do konca. In tukaj pride v igro antisemitizem. Ljudje se sprašujejo, kako to, da je antisemitizem, še posebej na Zahodu, povsem ušel izpod nadzora. Zato, ker Iranci, Katarci, Turki, tako skrajni sumitski kot skrajni šiitski del islama sta Izrael postavila kot moteči problem za svobodni svet. Tako dolgo, dokler lahko naredijo Izrael za grešnega kozla, potem tekmujejo do jedrskega cilja, do balističnega cilja, do cilja terorja, ohranjajo celoten sistem in krivijo Izrael. In prav to so tudi velikokrat dosegli. Iskreno povedano, da je veliko Judov na Zahodu to sprejelo, da je Izrael problem. Izrael je glavni negativec. Veste, Izrael je tisti, ki ga obtožujejo genocida. Vse mogoče obtožbe vržejo nanj, veste, vse smeti. Res je veliko. Ja, vidimo, da se drži. Veš, spet se vrača na vojskovanje, na vojno percepciji, o kateri ves čas govoriš. Vse je v zaznavanju. Kakšen odstotek, kakšno zaznavo ti uspe ustvariti, koliko vpliva imaš na način, kako ljudje razmišljajo. In to je zelo pomembno. In zato je zaznavanje v večini delov sveta danes, in mimogrede vedno je bilo tako, med mnogimi ljudmi, da veš, na Bližnjem vzhodu je konflikt.
In v tem konfliktu so dobri proti slabim. In negativec je seveda Izrael. Tako, to zaznavanje ostane. Kako to spremeniš, to bo vzelo čas. Ni lahko. In imeti moramo zunanje zaveznike, kar pomeni, da so res ljudje na Bližnjem vzhodu, po vsem Bližnjem vzhodu, v arabskem svetu, med Druzi, med Turkmeni in med Jezidi. Toliko jih je, mislim, ali je 100 ali 150 milijonov manjšinskih narodov Bližnjega vzhoda. In tam na zahodu imate 700 milijonov evangelikalnih kristjanov, od katerih jih je veliko javno na strani Izraela. Ampak to res zahteva. Mislim, da je potrebna širitev protinapada proti slabim fantom, če hočete, da bi poskušali razkrinkati režim, razkrinkati iranski režim, razkrinkati Turke, Katarce. Zelo pomembno je, da to storijo tudi drugi zavezniki in da ni vedno samo Izrael tisti, ki se poskuša braniti. In zelo pomembno je, da greste do predsednika Trumpa in mu poveste, zakaj poslujete s Katarjem, glavnim podpornikom muslimanske bratovščine. In zakaj se povezujete s predsednikom Erdoganom, ki je, mislim, da je bilo to pred nekaj dnevi, rekel nekaj o sionizmu. Da je to ena največjih groženj ali pa vse te pripombe, vsa ta ognjevita protiizraelska retorika je zelo slaba. In vidimo zaostrovanje odnosov med Izraelom in Turčijo kot posledico te sovražne politike Turčije. In veste, mislim, da lahko Trumpova administracija odigra vlogo, ali pa predsednik Trump sam. Toda ne vidimo nobenega poskusa, da bi pritiskali na vladarje Katarja ali Erdogana, da bi omilili svojo politiko. Veste, ne zahtevamo, da bi Katar in Turčija zjutraj vstala in postala naklonjena Izraelu, ampak jih prosimo, naj utišajo svojo retoriko, kar je zelo pomembno. Torej, Trump gleda na 3. novembra kot na svoj neposredni cilj. Mislim, da je z njegovega vidika vse, kar to zamaje. Veste, zamaje možnost zmage na vmesnih volitvah tako v predstavniškem domu kot v senatu. Veste, Trump ima svoje notranje domače pomisleke, kar mimogrede razumem. Ampak, ko gre za zunanjo politiko, morate biti zelo previdni. Zelo. Torej, ali obstaja način, da to zdaj obrnemo? Edini način, da obrnemo trenutni položaj, torej sredi avgusta, imamo v bistvu še 2 meseca in pol do ameriških vmesnih volitev. Zdi se, da Američani verjamejo, da bo ogromen gospodarski pritisk, ki ga dejansko izvajajo proti režimu, lahko dejansko povzroči implozijo režima, dokler ne popustijo pritiska. Ampak to je treba združiti z nekaj močnimi vojaškimi ukrepi, bi rekli. Ja, se strinjam, ker na Bližnjem vzhodu, v naši regiji, ljudje občudujejo, ali si želijo biti povezani oziroma usklajeni zmagovalci. Če pokažeš šibkost in če ne zmaguješ v vojnah, in če ne izpolnjuješ svojih obljub in groženj, potem se ljudje, veste, odmaknejo od tebe. Ne samo, da te vidijo kot šibkega, ampak se odmaknejo od tebe, kot smo videli pri sporazumu iz Meke, kjer so 3 ključne muslimanske države odločile, veste, ali zaključile, da Amerika ni zanesljiv partner. Ne moremo se zanašati nanje za varnost. Zato gremo v svojo, veste, smer. In to je zelo slabo. Težko si je predstavljati mimogrede, da bi, če bi bila Turčija napadena, Pakistan in Saudska Arabija priskočila na pomoč. Težko si je to predstavljati. V redu, mislim, rekel sem, da je prezgodaj, ampak govoril sem o simboliki. Simbolika. Simboli so zelo pomembni. Obstaja pakt. Tam je dogovor. Mislim, da je namen dogovora poslati sporočilo, politično sporočilo ali upozorilo Američanom in njihovim zaveznikom, bolj kot pa dejansko ukrepanje na terenu. Ne bomo videli takojšnjih ukrepov. Ne vidim, da bi se Turčija, na primer, hitela braniti Saudsko Arabijo pred napadi Hutijev. In ne vidim, da bi Pakistan pošiljal vojake v Turčijo. To se v bližnji prihodnosti ne bo zgodilo. Toda, kar je spet pomembno, je, zaznava. Za mnoge ljudi, veste, v arabskem in muslimanskem svetu je to odlično. Vsako dejanje enotnosti, ki združuje Arabce ali muslimane,
je v arabskem svetu dobrodošlo. In to se dojema kot znak, kot prvi korak v pravi smeri. To je majhen korak, trajal bo dolg, ampak te stvari se lahko razvijajo. In to je upanje mnogih ljudi v arabskem muslimanskem svetu, da smo pravkar postavili temeljni kamen za prihodnje sodelovanje. Ja, to je popolnoma res in res je, kot praviš, to je opozorilo Ameriki. Uporabite svojo moč, uporabite jo pametno, a jo uporabite in uporabite jo v polni meri. Popolnoma drži. In ko vas potrebujemo, moramo vedeti, da ste tam, da nas zaščitite. In to je zelo pomembno je pri tej zaščiti, da ni nobene razlike med Izraelom in Združenimi državami, ker arabski svet vidi močno Ameriko, močan Izrael kot močno sidro zase. Za regionalno stabilnost, nasproti veste nastajajočim in celo subverzivnim silam, in Palestince vidijo kot subverzivno silo. Hamas, Hutiji, Hezbolah, tisti v Iraku. Torej vidimo izjave in stališča, ki jih daje iraška vlada proti nekaterim tem silam, povezanim z iranskim režimom in tudi druge države. Ampak morajo videti močno Ameriko. In idealno morajo videti močno zavezništvo med Ameriko in Izraelom. To pričakujejo. In to je edini način za širitev Abrahamovih sporazumov, če želite prepričati ali nagovoriti druge arabske in muslimanske države, da se pridružijo Abrahamovim sporazumom. Mekaški sporazum je pravzaprav oddaljil Saudsko Arabijo od Abrahamovih sporazumov. Saudska Arabija v bistvu pravi, ne, nočem biti zaveznik Izraela, rajš imam Turčijo pa Pakistan. To je klofuta ameriške administracije. Ja, današnja lekcija je, da moramo ostati močnejša stran in zato je treba uporabiti moč. To je Bližnji vzhod. To je naš Bližnji vzhod. In to je tisto, kar počnemo v našem programu. Razlagamo Bližnji vzhod ljudem, ki ne živijo na Bližnjem vzhodu, in ljudem zunaj regije, ki ne poznajo arabske in islamske kulture. To je zelo pomembno. Bodite pozorni na nianse, bodite pozorni na to, kar je rečeno, bodite pozorni na simbole, ki so zelo pomembni. Zelo, zelo pomembno. In tako kot je ta pogovor, je vsak teden pomemben. Hvala, dragi prijatelji in kolega. Jaz sem Dejan Dajker, hvala, da ste se nam pridružili v naši oddaji Bližnji vzhod v trenutku drame in krize.